Bil je mesec julij 2000, ko je dr. Andrej Bajuk se odločil, da je skupno stranko SLS SKD zapustil. Ja, dejansko po tisti neuspešni združitvi SLS-a in SKD-ja je na nek način zazevala praznina na tem prostoru prave krščanske demokracije. Po tem tečaju, ko nam ni bilo všeč in smo šli na svoje, se nam je del to prav, ker smo mi hoteli imeti krščansko demokracijo. Bolj mislim to, da je nastala Nova Slovenija zato, ker smo bili v tistem času nekje malo izigrani, še kot SKD. Z ozirom na to, da sem spoznal probleme združenih strank SLS in SKD, sem bil vesel, da je do tega prišlo. Prav to navdušenje je bilo po eni strani zavzetost za novo, hkrati pa tudi zavest, da s tem ohranjamo tisto, kar je bilo v nevarnosti, da se utopi ob tej izsiljeni združitvi. Mi smo res želeli delati novo, drugačno Slovenijo. Ja, tega ustanovnega dne se zelo dobro spomnim, to je malo da nekaj, da je bilo prejšnji teden. Posebej še, ker sem jaz non-stop klical na stranko, da če ne bo nihče ustanovil nove stranke, jo bom jaz. Moja naloga je bila takrat od rezervacije dvorane na Zavodu za zdravstveno zavarovanje do prvo tablo, ko še ni imela stranka logotipa, ampak sem napis Nova Slovenija, sem lastnoročno pomagal obesiti na sceno. In Bajuk je telefoniral: pridite jutri v Ljubljano. Zakaj pa? Novo stranko bom naredil. In midva smo jih brez premisleka pustila najine familije tam in smo drugi dan šla. Nova politika, nekaj novega, nekaj svežega. In sem res s strpnostjo čakal ustanovitev in sem se takoj odpravil v Ljubljano na Miklošičevo in tam seveda takoj se pokazal, stopil v kontakt, podpisal pristopno izjavo in res so bili tisti občutki fantastični. V Radovljici smo se takoj odločili, da gremo k Novi Sloveniji. Tudi ves odbor je bil za to in sploh nismo razmišljali. Mnogi so nam rekli, da bo leta minila, preden bomo lahko karkoli ustanovili, mi pa smo jo v 10 dneh. Na noge smo spravili celo Slovenijo. Jaz sem takrat to doživljal zelo optimistično, pa zdelo se mi je, da bo stvar zelo perspektivna in da se bo v Sloveniji prijela, kljub temu, da je bil zelo korajžen korak to. Vsaj meni osebno se je zdelo to fantastično in je bilo neko upanje novo se je pojavilo in vsi tisti ljudje, ki smo delali za SKD na terenu, smo z veseljem pograbili to idejo in se pridružili Novi Sloveniji in jo pomagali tudi vse ustanavljati. In v tisti situaciji je bilo to navdušenje tudi potrebno, ker stranka je bila gola in bosa, kot se temu reče. Bila je prisotna močna zavest, da delamo nekaj resnega, nekaj, kar naj bo trajno prisotno v slovenski politiki. Vedela sem, da to stranko lahko zanesem, da se lahko zanesem na njenega predsednika Andreja Bajuka, da bo to stranko vodil v pravo smer. Gospodu Andreju Bajuku se moramo zahvaliti, da je takrat leta 2000 imel toliko poguma in moči, da je ustanovil s somišljeniki Novo Slovenijo in na ta način ohranil jedro krščanske demokracije. Vesel sem, da so ti naši začetni politiki desni s tem začeli in zato tudi z veseljem smo potem tudi mlajši to poprijeli. In dejansko Nova Slovenija prinaša nekaj novega. Že ta naš slogan pogost blizu ljudem nam je res blizu. Je pravzaprav, da nekaj smo pa le naredili. Nekaj smo premaknili, stranka se je, rekel, ne ugnezdila, pravzaprav pognala korenine v Sloveniji.